Seniorji in seniorke Slovenske demokratske stranke že od vsega začetka nasprotujemo pokojninskemu zakonu, ki ima vrsto slabih rešitev, je krivičen, neživljenjski, nestimulativen in ni usklajen s socialnimi partnerji in gre na škodo sedanjih, predvsem pa bodočih upokojencev. Dejstvo je, da bo po tem zakonu delovno aktivni državljani plačevali višje prispevke, se kasneje upokojevali, ter zato večinoma prejemali tudi nižje pokojnine. To še posebno velja za delo v oteženih delovnih pogojih, velja za mlade, za študente, ki se bojo zaradi študija kasneje upokojevali, predvsem pa velja tudi to za množico brezposelnih, ne po svoji krivdi, ki bojo se upokojevali v pozni starosti, seveda, če jim bosta zdravje in delodajalec to dopuščala. Vsi ti in večino od teh bo prejemala nižje pokojnine zaradi predčasnega upokojevanja. Vlado smo seniorji že večkrat javno opozorili, da ima zgrešene prioritete svojega delovanja. Namesto, da bi se prioritetno ukvarjala za pripravo zakonodaje in primernih ukrepov za odpravo gospodarske krize, se ukvarja z prerazporejanjem vedno manjših prihodkov, z ukrepi z zmanjševanjem pokojnin, z posegi v socialne transferje. Vlada se torej ukvarja s posledicami krize, ne pa in predvsem pa sama seboj. Naj seniorjem in seniorkam Slovenske demokratske stranke je od vsega začetka jasno in na to opozarjamo javnost, da je pokojninska reforma življenjsko pomembna za mlade in delovno aktivne. Vse gre praktično in predvsem za njihove bodoče pokojnine. Za sedanje upokojence pa je pomembno, da imajo mladi delo, da imajo perspektivo, da je zaposlenost čim večja, kar je predpogoj tudi za stabilno pokojninsko blagajno. Vendar ustreznih in nujnih ukrepov sedanje vlade ni, da bi odpirala nova delovna mesta in teh ukrepov ni in ni. V tej referendumski kampanji vlada zavaja upokojence, da bodo s potrditvijo pokojninskega zakona na referendumu pokojnine višje, kar je za nas nerealno in nelogično. Z zavrnitvijo zakona pa javnost zastrašuje, da bo sprejela interventni zakon, s katerim bo zniževala pokojnine, plače javnim uslužbencem, znižala tudi socialne transferje in pomoči najšibkejšim. To je poznana taktika korenčka in palice. Seniorji in seniorke Slovenske demokratske stranke pozivamo upokojence, delovno aktivne državljane, brezposlene, mlade, da gredo na volišča in da zavrnejo neprimeren in krivičen zakon, ki gre v škodo celotne populacije, tako mlade kot starejše. S čimer bi dali vladi tudi možnost, da pripravi potreben, nujen, boljši zakon, seveda, če je za to sposobna, v enem letu, ki bi imel boljše rešitve, pravičnejše rešitve, ki bi bil usklajen z socialnimi partnerji in ki bi imel široko družbeno podporo.